Pozdravljeni, lejte, z mano danes pa Urša Milavec. A sem te prav naglasila? Pravilno. Pravilno. V glavnem, več vse bo ona povedala. Tisto, kar je mene navdušilo, zadnjič sva posneli en podcast, en pogovor simpatičen in sem rekla, ne, zdaj Urša, ti prideš k meni in boš povedala, kaj imaš ti za ponuditi, ker lejte, če ste mama, ki se ukvarja z odraščajočimi otroki, je tukaj Urša. Po drugi strani pa seveda mene zanima cela njena zgodba, kako je prišla do tega, kar danes dela, tako da dejansko bo ona več povedala o sebi in se res že veselim tega najnega klepeta. Tako da, Urša, hvala, ker si prišla k meni. Minka, hvala za povabilo. Tokrat sem se jaz pri tebi oglasila, pred en mesec nazaj sva bili pri meni. Torej, tukaj niso zdaj samo mladostniki, ampak cela moja, bomo rekli, zgodba, s katero se zdaj ukvarjam, ali pa cela moja zbirka Več sebe. Tukaj sem prinesla, to je primer prve knjige. Če ste že kje zasledili, se dejansko ukvarja z nekim ravnovesjem, zadovoljstvom, notranjim mirom, iskanjem nekih izhodov, ko pridemo do nekih prelomnic, pa so težje, kako zopet najti ta ritem in predvsem sebe znotraj tega. Cela zadeva se je začela, če mogoče s temi mladostniki poveževa, s tem, da sem jaz pred, koliko je to zdaj let nazaj, zdaj že kar 13 let nazaj, ko smo imeli najina srednja hčerka, je takrat ravno, oziroma srednji otrok, ona je prva hčerka, mislim, najstarejša hčerka, je v bistvu padla v neko puberteto, ki je bila malo bolj intenzivna v tistem obdobju, in takrat sem jaz pač kot mama, seveda, stara je bila takrat tako 12 pa pol, takrat se je začelo malo bolj tako dogajati in je kršila mogoče tako neka pravila, kaj ni poslušala, kar sva ji rekla, da je prav, kaj narobe, koliko je kaj dovolj, koliko ne in tako. In iz tistega ven smo mi kar vedno bolj lezali v neko tako zelo intenzivno zgodbo tisto leto. In jaz v bistvu sem takrat pač bila v neki taki pad poziciji, kar na lepem sem ugotovila po, rečemo, pol leta tako tega intenzivnega dogajanja z njo, da pač to, kar jaz vem in znam in tako, kakor jaz z njo komuniciram, da ni dovolj. Premalo. Da ne zagrabi, da ne pač. Jaz sem njej razlagala cele romane, pa to pa zato naredi tako, a veš, pa zato ti to ne pusti. In to smo imeli non-stop ene in iste podobne. In kako si nadgradila to? Stile pogovorov, ne. No, in potem sem v enem trenutku ugotovila, da pač verjetno to, kar v tem danem momentu znam in vem o komunikaciji z otrokom, ki v bistvu pride v eno fazo, ko začne pač, kot vemo vsi, kaj, puberteta je v bistvu nek razvoj možganov, ko oni začnejo z svojo glavo, si svoje neke ideje si ubijajo v glavo, možgani se razvijajo, se širijo in ne upoštevajo več vsega tega tako kot otroka, kar si mu nekako dal, uspel kako naj rečem, privzgojiti, kar je zdravo in prav. Samo, če so te stvari preveč intenzivne ali pa recimo, da grejo v neke stvari, ki pa ni zdravo. Ampak mene dejansko zanima, kot mama, dobro, jaz sem zdaj odrasle punce, ampak verjamem pa, da mnogi od vas imate pa pubertetne otroke in se znajdeš v taki situaciji, kot si se ti znajdla, otrok ne posluša, dela po svoje, ti mu razlagaš eno, on gre tja, pač tako, no skratka, tukaj to hočem zdaj povedati, da tukaj sem jaz v bistvu začela najprej potem itak zelo stroge meje postavljati, vedno bolj. In istočasno, to je bil najtežji del, v bistvu jo imeti v tem vsem in pokazati, da jo imam rada, kljub vsemu te imam rada. Ker to se moramo zavedati, te meje pomenijo za tega najstnika v tistem momentu nekaj najbolj groznega na svetu. Da mu ti rečeš, ne, ob 8 zvečer ne boš šla ven, ker se mi zdi, da je to še prehmalo zate. Tam pa gre 10 njenih prijateljic, ki ima pa malo bolj ohlapne starše, ki malo več dovolijo, recimo, kakorkoli, ker tukaj trčimo tudi v družbo, in odnos družbe do teh stvari. Jaz sem v bistvu na koncu ugotovila, da sem se bolj borila z družbo, kakor z njo, ker takrat je v bistvu nje ogromno, pač nje je bilo samo pomembno, kaj drugi delajo,
kako drugim otrokom več dovolijo in mi doma smo pa blazno bili do nje v bistvu strogi in preveč po njenih merilih ne strogi. No in sem mogla nekako in tukaj je bil moj največji izziv, kako potem se štrikati to strogo mejo, ostro mejo in pa istočasno ji dati vedeti, da te rada te imam biba, ker ta meja pomeni, da te imam rada, a ne. Se to v kakšni knjigi napisala? To je bil proces. Ne, to nisem čisto konkretno pisala v teh mojih več sebe knjigah. Ampak imaš pa eno knjigo tudi za najstnika, ne, mladostnika? Ja, torej, zdaj nisva zdaj boja kar malo skakale iz teme v temo. Skratka, jaz sem potem, da kot mama še najprej povem, ne kot avtorica, ne, jaz sem si takrat začela pomagati na ta način, da sem sama začela dejansko iskati itak meje postavljati in te stvari, ne, skupaj z možem, ne, da ne bom se njega izločila, ampak bolj sem jaz peljala zdaj to zadevo, ker nekako moški se ponovadi tukaj ne znajdejo toliko, sploh, ker gre za punce, pa pubertete in tako. No, istočasno sem pa sebi začela pomagati na ta način, da sem začela iskala nekaj izobraževanja, kako deluje naš kako v bistvu procesiramo svet in sem jaz zelo sebi odpirala obzorja in tudi s tem neke komunikacijske veščine, da sem tako tudi nekako čisto zavestila potem, lej, ona pač vidi na svoj način, ti vidiš na svoj način in nek pravi, nek tak, bom rekla, eno fluidnost bom mogla tukaj jaz najdeti, ker jaz sem tista, ki bo mogla nekako, ona se ne bo trudila, ne, ona bo šla svojo naprej. Tako. In da jo v bistvu nekako dobim. No, in potem sem pač od coachinga, neurolingvističnega programiranja, hipnoze, potem sem šla tudi v neke bolj napredne zadeve, ker sem se začela pol še s temi stvarmi tudi realno ukvarjati kot coachinja. Tako da to mi je zelo pomagalo, no. Predvsem pomagalo videti, da pač Če imaš ti neke vzorce, vsak človek jih ima, ko prideš kot starš, začneš vzgajati svojega otroka, ker si naučen na nek način, kako je tvoja mama prej to delala, da mogoče včasih to ni dovolj, ali pa mogoče moji mamici ni bilo treba, ker jaz nisem bila malo bolj težavna pubertetnica, pa ni bilo potrebno to hiti v ta področja, ne, tako da v enem trenutku kot starš se znajdeš nekje in se moraš tam potem na tem terenu znajdeti, ne. Zdaj, eni starši si zatiskajo, kar sem jaz opažala v tej fazi, kar je bilo slabo, lahko danes povem, je to, da tisti starši, ki so si zatiskali oči in so si govorili, saj to bo minil, saj to je to, s tem, da so te otroci malo špricali, malo so že probavali, kako je out of the box, ne. Tako, dokaj? Je šlo zelo hudo slabo potem, ne. Da lahko govorim tukaj o dekletih, ne, ker tukaj smo imeli opravka bolj s puncami. In to so potem lahko desetletja, ne, in jaz sem se tega, desetletja zavožene ene mladosti, zamudijo lahko vlak svojega, bom rekla, tudi vseh svojih vrstnikov, jih pa še to začne frustrirati, kje so že oni, kje sem šele jaz in tako. In jaz sem si želela takrat res nekako jo iz tega ven zvleči, tako seveda, nisem imela nekega načrta, kako, ampak predvsem zavedala sem se, da je to treba hitro odreagirati in iti v nek support in takrat magari vse drugo spustiti, samo da njo v bistvu, kaj pa je meni tiste 2 leti, bom rekla, življenja, ker sem malo svoje stvari na stran dala napram njeni fazi, v katero je prihajala, je pa zelo pomembno. Imam vprašanje. Če tole posluša neka mama, ki se ta trenutek ubada s tem, da otrok želi vedeti, kje ima meje in tako naprej in se lovi v tem noter, ker vem, da je to tudi naporno obdobje za starše, da ne govorim, da je zraven še kakšna ločitev, veš, a ne? To so še posebej. A ti delaš tu osebna svetovanja, lahko nekdo pride k tebi, kako lahko zdaj ti nekomu, ki se znajde v taki situaciji, pomagaš. Absolutno, sej v bistvu, jaz tega nisem potem, to je zelo naravno se potem razširilo, ne, da jaz te stvari nekako, ker niti ljudje niso vedeli, da sem šla čez svojo izkušnjo, ampak da se predvsem s tem ukvarjam, ker sem tudi napisala knjigico za mladostnike, za starejše, to prvo več sebe, ki je odraslim namenjena, ki so v bistvu vse knjige, ki kažejo v to smer, kako ta ravnovesje držati v svojem življenju, s tem, da ta za mladostnike, no, je pa še posebej specifična v tem, ker govori dejansko o temah, ki mladostnike se dotaknejo, kar sem pa jaz dobila pol iz teh svojih coachingov, dovolj nekega materiala, nekih iztočnic, nekaj to, kar sem sama opazila kot mati,
to, kar delam itak, ker je moj poklic zdaj to, a ne. In dejansko sem združila tukaj neke, bom rekla, poglavja ali pa neke istočnice ali pa neke uvide, ki pomagajo otroku, predvsem je to pisano, da mladostnik piše, čeprav marsikater starš, ko je to knjigo prebral, je rekel, joj, koliko mi koristi, ker vem, kako se zdaj z njo pogovarjati, ali pa da jo razumem, kaj v njeni glavi dogaja, ker jaz veliko razlagam tukaj 1/3 knjige, predvsem kaj dogaja v glavi, kako deluje naš kako mi procesiramo življenje, da vse tisto, kar ti vidiš, ni nujno, da je res. Je to sicer tvoja resnica, ampak vedno bodi radoveden in vprašaj nasprotnika, ali pa sogovornika, kako pa on to vidi. Ne? Iskati neke take, s tem, ko sem imela jaz največji izziv, ne, takrat, jaz sem mislila samo, da je moje prav, ne, moja hčerka mislila pa, da je njeno prav, ne, tako ko ona vidi stvari, no, skratka, tukaj najdete ta pravi, bom rekla, pravo smer je najbolj pomembna stvar, ali pa nek konsens v nekem, kaj je res in kaj ni res. Potem so pa še razne življenjske take istočnice, kako imeti življenje rad, da vedno, ko pridejo težje stvari, so to samo prehodne stvari, takrat, ko se znajdemo, to bi mogoče rada poudarila, v takem intenzivnem obdobju, ki gre res vse zelo na nož, mislimo, da kar ne bo nikoli minil. In to isto doživlja naš najstnik. In to je potrebno vedeti. Ne? In tukaj je v bistvu ena, bom rekla, mera velike potrpežljivosti potrebna, da v bistvu ti kot starš se moraš ustaviti in tisto svojo jezo, frustracijo, ki jo kar na lepem začneš dobivati, ne, v smislu, jo ti smrtla ti, ali pa ti mulc res nič ne poslušaš, nič to, ne, da že skoraj obupamo nad njimi in potem smo sam še strogi, tukaj ga izgubimo popolnoma, potem lahko ta stik z njim. In zdaj tukaj to potrpežljivost v staršu, starš more tukaj enostavno si govoriti, da je on tisti modrejši, tisti, ki je že nekaj v življenju dal čez, tisti, ki ve, da mu more zdaj na en način biti v oporo in mu pomagati iz tega ven zlesti, da čim prej pride iz tega ven, ker vemo, da lahko pol še traja 10 let in tako. No, ker recimo, življenje je pot v neznano in to je dejstvo. In sploh začetek pubertete, odraščanje, za oba dva, ker prej, ko imamo te mečkane otroke, so naši, rečeš, tako se mora biti malo trmar, ampak narediti tako, kot ti želiš. Pride v puberteto in potem, zdaj jaz vem, ki je meni najbolj pomagal pri mojih 3 hčerkah, jaz sem imela strah, upam, da ne bojo zašle v slabo družbo. In ko sem jaz to zavestila, da na koncev svojim strahom potenciram, da bojo sigurno pristale v slabi družbi, sem nekako si zabila v glavo, da moji otroci so varni, da vsega ne morem imeti pod kontrolo, da bo vse v redu. In dejansko sem poklicala na pomoč Angele, sem rekla, Angeli, a veste kaj? Jaz ne morem kontrolirati, poskrbite, da bo v redu. In dejansko nisem ene noči prebedela, ker sem enostavno želela nekako spustiti mojo negativno energijo, moj strah, da se bo mojemu otroku nekaj slabega zgodilo. Edina stvar, kar je bila pa taka, da sem jim pa prav zabila v glavo, nikdar se ne voziti s pijanimi, s sošolci, z mularijo, nikdar, ker to je bilo pač v našem okolju, kar precej tega, pač v avtomobilu, gas, alkohol. Pa še kaj drugega. Tako. No, jaz bom tako rekla, jaz tega strahu itak nisem imela, ko smo mi v to fazo prišli, jaz nisem razmišljala, pač tisto se je dogajalo, kar se je dogajalo, tudi če je kakšne take prijateljice dobivale, ki so bile že malo bolj naprej, pa so ful jim dovolili več ven hoditi in tako tam je pa potencial, da se začnejo lahko zadeve. Ampak ni me bilo tega strah, slaba družba v tem smislu, niti prej, ker imam tudi 3 otroke, ampak predvsem, ko se v tem znajdeš, si moraš naliti čistega vina, da če otrok zelo intenzivno začne delati nekaj, kar vidiš, da ni okej, da bomo, ali pa hoče neke stvari iz tebe izsiliti, oziroma od starša dobiti, ki starš pa meni, da še ni primeren čas, takrat se moraš ti res nekako v eno tako pozicijo postaviti, kot nekdo, ki ve, kaj je za njega tako dobro in zakaj ti izdelaš in mu to zargumentirati in potem pustiti, naj si pač misli, kar hoče. Ne? Jaz sem pa preveč takrat padla v tisto razlaganje na dolgo in široko, da bi nje nekako
umilila tisto frustracijo, ki ni smela iti kam, ne, recimo, in to je brez veze. To sem ugotovila v tem cajtu, dovolj je že, da ti mejo postaviš, poveš, da zato je to, ker menim, da je to pa to ni okej, če se dogaja, in do te meje ti dovolimo, ne. To je ena stvar, druga stvar je pa v bistvu, zakaj sem pa jaz zaupala, da ne bo šlo to čisto vse narobe, v vsakem primeru, pri mojih otrocih ne, zato ker jaz sem se zelo prva leta življenja, v bistvu prvih 7 let življenja otroških je najbolj pomembnih glede vzgoje in tega, kaj jim ti vcepiš, kakšne vrednote živiš v družini, kako družina in partnerski odnos deluje in tako, in jaz vem, da pri nas so bili zelo zdravi nastavki in zelo veliko sva si vzela časa oba za te zadeve in so bili tako, mislim, da sva jim privzgojila dobre vrednote in zato sem vedela, da nekje v njej noter je, ali pa vseh treh, ne, sej, tisto dobro, ki bo prevladalo potem, tisto zdravo, a ne. Samo tukaj gre za pač eni otroci imajo malo bolj intenzivne pubertete, eni malo manj in probavajo pol te meje malo še tako malo nas si razširiti, učijo, a ne. tako nas tudi učijo, da mi zrastemo. Tako. Daj mi povej, se pravi, zdaj ti se s tem profesionalno ukvarjaš, da dejansko pomagaš ljudem. Kako si pa sploh, se pravi, ena taka prelomnica je bila puberteta tvoje srednje hčerke. Si že prej se ukvarjala s tem, kar danes delaš, da ljudem pomagaš? Mislim, jaz sem po izobrazbi fakulteto za šport sem končala, jaz sem bolj iz športnih vod prihajam, a ne, in sem tudi učila v šoli prve par let, tako po fakulteti pa tako, sem imela v bistvu sicer hiter otroke, tako da sem do 30. leta te 3 moje otroke rodila in jih bolj tudi vzgajala več ali manj, vmes sem pa malo tudi v šoli delala, tako da načeloma takrat se še jaz nisem s temi zadevami ukvarjala. Jaz sem potem začela nadgrajevati, v bistvu ta puberteta je bila v bistvu dejansko nek, bom rekla, iniciacija v to malo več, raziskovati začeti tudi iz fizičnega nivoja, tudi psihični, umski, duhovni, duševni nivo in to me je potem potisnilo v to čisto novo zgodbo, kjer sem zdaj, a ne, zdaj že, ne vem, 12 ali koliko let, kjer sem najprej v bistvu zasnovala neke tipe treningov govorimo o pogovorih, ne, coachingih, ki pomagajo, neki so bili bolj antistresna oblika, eni so bili bolj za te izzive odraščanja. Trenutno imam pa tako zastavljeno zadevo, da mladostnike v bistvu dobim bolj na pogovore, mogoče ker sami pridejo, brez staršev ponavadi, ker imajo neke izzive ali z ocenami, samopodobo, niso to neke strašne tako faze, res naporne, da jih čisto nekam odpelje, ampak so bolj tako rabijo par pogovorjev, da se nazaj ponastavijo, pa dobijo ta svoj, to neko samozavest, pa neko vero, da se da, tudi kaj malo težji, pa kaj malo škripa, pa se ne počutijo dobro v šoli, pa kako stres obvladovati, malo te stvari razpravljamo, no. Malo jih opolnomočimo v bistvu z večjih vidikov, odvisno seveda s katero specifiko pridejo, tako da to so tako. Ampak ponavadi je tako 6 takih pogovorov dovolj, da v bistvu naredijo po 1 uro, recimo, pa dam jim tudi kakšno nalogo, da na kaj se naj osredotočajo, kako naj nek mindfulness ali pa neko življenje v trenutku probajo bolj procesirati. Take stvari jih malo učim, no, te osnove osebne rasti. No, zdaj pa ponavadi, jaz gledam tako, starš, ki ima problematičnega otroka, je po vsej verjetnosti odraz otrokov, pač na nek način otroci nas prisilijo, da zrastemo. Ja, absolutno, najbolj. Se pravi, so tako odraz naših pomanjkljivosti mogoče. Ti v tem primeru tudi povabiš starše, recimo, ko otrok malo zapluje po svoje, da se starši pomeniš? Ne, mislim, nisem še imela takih primerov, da bi, ker tudi tega ne delam toliko na maso. Name so se v bistvu bolj priporočila, ker so me nekdo poznal, pa sem že z nekom delala, pa so pol pripeljali. Zato, ker tukaj to je v bistvu tak področje, ko se res velike težave začnejo z otrokom, se zelo pogosto na psihoterapevte obračajo, ne. In zdaj jaz sem tukaj en most jaz nisem psihoterapeut in jaz z njimi ne kopljem v zgodovino in zakaj si tam in kaj se je dogajalo, ampak iščem nek način, kako boš prišel z tega čim prej ven, kakšen je tvoj potencial, ki ga nosiš v sebi, kaj lahko
narediš zdaj v tem trenutku, kako bi si midva postavila zdaj dneve, da boš ti vse lahko to tako. Jaz se v bistvu z njimi bolj iz tega vidika motivacijskega, Kaj lahko ta trenutek narediš. Kaj z viri, ki jih imaš v sebi, narediš. In dejansko, da mu tudi povem, da nič v njemu ni narobe, zlomljeno ali slabo, samo pač to bo je neki izziv, kak se ga zdaj uči preseči, ki mu bo nekoč v življenju, ga bo sigurno v eno stopničko naprej pripeljal in bo naslednji izziv, ki bo prišel, verjetno bistveno lažje šel čez njega. Ne. Tako da na ta način se z njimi pogovarjam in tukaj je pač starši, ko pa se za take resne zadeve dogajajo, kot so, ne vem, da so res že depresivni, da so to in tret, ne iščejo niti v takih vodah rešitve, ne, ali jo pa sploh ne iščejo, probajo malo tako, kar se ni, ne, se bo minil pa to. Tako da jaz sem nek most, ne, in k meni ponavadi pridejo taki, ki še obvladujejo situacijo, ne rabimo, jaz staršem sicer malo povem, tako off, ne, kaj mislim, in tako, ampak pogovarjam se pa samo z mladostnikom. Nimam nekih družinskih terapij ali pa nekih takih pogovorov. A ne, ker če gledamo, otrok še nima težave, ampak starši opazimo, da so mu padle ocene. Absolutno. Tako, to je prvi pokazatelj, da nekaj gre narobe, da se dogaja. In zdaj, če mi gremo starši v to, da gremo v pridganje, kaj moraš, bomo naredili kontraefekt. No, recimo, a veš, kaj sem jaz naredila pri mojih, a ne kar zdaj, kakorkoli vse tri so odrasle, držala sem se preprostega glede ocen. Preprostega recepta. Vedno, ko je prišla domov, ne glede na to, je dobila 5 ali pa enko, vedno je bila ista reakcija. In sem vprašala, a si zadovoljna? Samo to, a si zadovoljna? Ne tisto, 5, bravo, pridna, cvek, kaj pa mislim, nič, nobene reakcije, ampak samo, a si zadovoljna? Dobila 5, dobila 3, noč se nisem učila, koliko sem dobra. Dobila cvek, a si zadovoljna? Je rekla, nisem, no ti si pametna, boš pa popravila. Zaupala si v modrost v njej, ki itak ve točno, kdaj je neki vložil energije, da je nekaj bilo pozitivno in ne. Tako. Predvsem je tukaj, mislim, da si se dotaknila neke zadeve, s katero se bom jaz verjetno zdaj v prihodnosti začela ukvarjati, ker se z nekimi ljudmi povezujem, ker je v družbi trenutno med mladostniki velika kriza. To vemo vsi. Šolski sistem. Tako. In mehni otroci od 1. razreda naprej, učiteljice pravijo, zadnjič sem bila pri prijateljici in rekla, nekoč sem imela enega v razredu problematičnega. In rekla, zdaj imam 3 take, da so na pomoči, naslednjih 7 je težavnih in potem imam nekaj takih, ki se da z njimi delati. In to so prvi razredi osnovne šole, kam gremo. Mislim, tukaj je zdaj večplastna zadeva, ker to bi lahko, mogoče bo nekoč naredili nov podcast točno na to temo, čez kakšno leto, ko se bo ta stvar malo razjasnila, ker kako bomo to zapeljali, gre za to, da bomo začeli v javnosti, v družbi govoriti o tem, da trenutno imamo 2 težavi, se mi zdi, kar se tega tiče. Eno je permisivna vzgoja, ki zdaj že kaže te določene posledice. Permisivno vemo, kaj pomeni, nič mej postavljati, vse je dovoljeno, vse je super, otroka sfilati mu skozi vse. In s tem ga ti v bistvu, ker mu nobenega neugodja sploh ne občuti, on sploh ne ve, da se mora s čim spopaziti, kdaj v življenju, in pol trčimo ob take otroke v osnovni šoli, kot si rekla, in so problemi, ker bi oni mislili, da so carji, on pride tam in učiteljica bo naredila skoraj tako, kot bo on rekel, tako v tej razsežnosti to gre. To je prvi problem, drugi problem je pa ta naš izobraževalni sistem, ki je žal ni več, bom rekla, pripelje ljudi v neke robotske načine razmišljanja, skrči se ta domišljija, ustvarjalnost, vse to tokom teh 9 let v osnovni šoli in bo treba tudi tukaj velike korekture delati začeti, da bomo otrokom pustili, da bojo to ustvarjalnost živeli, da bojo sami izbirali mogoče kakšno spodbujati, predvsem to, kar vidimo dobrega v njih, da ne bo učenje na pamet vsebin, to, kar se zdaj dogaja in tako dalje. In to mislim, da te sta 2 stvari, ki sta zdaj res problematični in to je pripeljalo zdaj v zadnjih, ne vem koliko, 40 letih do te faze, kjer smo zdaj, da učitelji nočejo več učiti v šolah. Zato, ker moje stranke so učiteljice, ker se ne da učiti, ker dejansko so izžete, pridejo iz službe
izžete, kot da bi šle na bojno polje. Se je tako. Otroci, tudi moja prijateljica je zadnjič rekla, da celo agresivno nastopa otrok. Starši pa še to podpirajo in še potem, to je ta vozel, ki ga bo treba presekati, istočasno delati starši. Torej starši, nujno. Tako je, otroke morate vi doma vzgajati, otroke morate jim meje postavljati, otroka. Šola je samo dodatek, mi ne bomo njih mogli vzgojiti, ne vem kaj. Mi jim lahko samo pokažemo, kako naj rastejo intelektualno, kako naj se razvijajo duhovno, energijsko in vseh te, nimamo samo umske inteligence, by the way. Tudi to je težava, da mi samo to inteligenco nagovarjamo non-stop. In potem imamo take hladne ljudi, ven dobimo, ki jim je čisto sen za vse. Ja, tako da to je stvar diskurza, ki bo šla zdaj, ki se res dozoreva zadeva in je res vem, da je alarmantno. Ko boste tukaj z veseljem, bomo mogoče kdaj o tem debatirati, ker to je tema, ki se mi zdi, da jo je treba nagovoriti. Istočasno pa seveda pomagati tudi otrokom, ko pridejo v te faze, ali da si take knjige kupijo, preberejo, tukaj imajo tak napisano. Takrat, ko zaidejo, takoj ukrepati starši, takoj ukrepati, ne čakati, kar stvari. Na zemlji deluje gravitacija, grejo vse stvari na slabše, ne si zatiskati oči, da bojo same stvari izginile. Meni zdaj gre čez mene vprašanje. Kaj narediti v primeru, ko starš vidi, da njegov otrok že uporablja kakšno travco, ali pa celo, recimo, da opazi starš, mama, da hčerka ima motnje hranjenja, da mogoče tudi jaz kar nekaj otrok poznam, ki so se rezali. Kaj narediti v takem primeru? Ga peljati kam? Kaj narediti? To je zdaj ta izziv, koliko je v družini bilo že prej. Prvo, kar je, kaj se v družini dogaja. Zdaj si moramo tako, zelo pogosto otroci, ki zelo grejo čez, ni vedno tako pravilo, ampak pogosto je, da se že v družini neka nesigurnost. Ko otrok čuti neko nesigurnost v družini, nima tega varnega, nekega varno že je, da ima dom. Ne govorimo zdaj o tem, govorimo o tem, kaj se tam odnosno med starši dogaja ali pa v celi družinci. Tako. In zdaj starš, če izhaja starš, predpostavka iz neke take, da niso v redu odnosi, da se starša recimo naprimer še celo kregata, da so zelo napete zadeve, je zelo težko potem s takim otrokom. Karkoli v bistvu, zato ker tak starš v bistvu njemu, v njegovih očeh si jaz predstavljam, niti nima, ga vidi malo kot nemočnega, ker se še svojih odnosov ne obvladuješ, a zdaj boš pa meni sulil pamet, to gre tako, Otroci nas zelo opazujejo. Otroci nas zelo opazujejo in zelo jim je jasno, ker so izjemno inteligentni bitja. In zdaj, da bo to kar neki čudež se zgodil, da se boš recimo z najstnikom, ki ga boš dobil, da travo kadi, ali pa da, ne vem, kaj sva še rekla, da se reže. Reže, da bo že en pogovor dovolj, ali pa da boš ti zdaj pa kar na lepem, da prej nisi bil nič prisoten, zdaj boš pa kar na lepem opazil nekaj, kar pa res ni v redu, da boš pa prišel pa začel se z njim pogovarjati, to mogoče se sploh ne bo hotel. V takem primeru pridejo recimo starši k tebi lahko. Lahko pride, absolutno, ampak tukaj je pa verjetno zadeva, če starš ve, tukaj morajo biti starši zelo, jaz hočem zdaj drugo stvar povedati, najprej starš pri sebi, ker starš največ lahko pomaga. V smislu, da če bo on odkrit do tega, kar se doma dogaja in da bo on, da si ne bo zatiskal oči, da bo nekako probo vzpostaviti ta lep odnos z otrokom, bo največ lahko on otroku pomagal. Seveda, če to ne bo dovolj, potem predlagam, da se poišče tudi strokovna pomoč. Ampak ta strokovna pomoč, če strokovnjak dela z otrokom, doma je pa vse po starem, ne bo skoraj nič pomagalo. Bo ta, v bistvu, on bo nekako rastel. Kater strokovnjak? Ja, zdaj, ponavadi se na psihoterapeute obrnejo, ampak lahko seveda tudi na mene, tudi jaz bi se znala te stvari z otrokom pogovarjati, samo tukaj je problem, da tukaj, ni problem, ampak tukaj se dejansko če je v družini se tudi kakšne zadeve dogajajo, je potrebna potem kombinacija pogovorov, tudi staršem malo dati vedeti, da bojo mogli kakšne stvari mogoče pri sebi spremeniti ali pa odnosno do otroka, ali pa se z njim, na kakšen način se z njim pogovarjati.
ker jaz sem opazila, da starši, ki so si rekli, in tega je zelo veliko žal, z našimi otrokami nekaj se dogaja, tukaj ga imate popravtega. Ja, to pač ne gre, ne bom rekel, da so to besede uporabljali, ampak to je v mentaliteta veliko staršev. Ja, to pač ne gre, dragi moji, kljub temu, da je to nek strokovnjak, ki ve, kako se pogovarjati, on lahko neke mostove dela, pomaga, opolnomoči otrok, ampak še bolj pomembno je pa tudi, da se v družini nekako baza dobra ustvarja, da bo on hitro iz tega ven prišel. Če to ni možno, je vsaj te pogovori seveda mu tudi pomagajo, boljš kot nič. Tako da zato sem izpostavila to, ker tukaj opažam, da ta vidik potem zmanjka. Zelo veliko starši mislijo, da bo dovolj, če ga bo nekam poslali. Ja, ne. Pa še to je, otrok si mora želeti. To ni tako preprosto doseči. Ti ne moreš kar ukazati otroku, zdaj sem te dobila 3, da travo kadiš, zdaj se boš hodil pa psihologinji pogovarjati. On bo rekel, ne grem. Ali bo pa prišel tja, pa ne bo hotel sodelovati. Do česa sem jaz prišla, recimo, glede na to, da pri meni je v tem času potekala ločitev, da ima na 12 let, 14, 18. S tem znanjem, ki ga imam danes, jaz bi točno to naredila. Jaz bi enostavno odpeljala otroka k nekomu, makar jih tebi, recimo, tle imaš, pogovarjaj se. Zato, ker takrat otrok se staršem ne pogovarja. Ti zameri, na koncu, kaj so one doživljale. Porušila se je varnost, družina. In jaz vem, da takrat so one rekle, ne gremo, jaz sem ponudila, da gremo na psihoterapijo, so zavrnile. Danes, jaz bi jih odpeljala, tle si, lahko si tih, plačam 1 uro, odpeljem. Ja, se pravim, boljš to kot nič. Tako. Boljš to kot nič, ampak ni pa tukaj garancije, da bo se otrok odprl, od tega karkoli imel. Se probaš. Mi da se zdaj v dobri, sej, razumem, ampak se pogovarjava z vidika holistično gledano, ko pride do nekih takih napetih ali pa težkih obdobij, je najbolj, če vsi skupaj delamo za ta cilj. Sama veš, se ločuješ. Ja, se strinjam, življenje se dogaja. Se ločuješ, je selitev doma, finance, veš, na tolikih področjih se lomijo zadeve, dejansko otrok, mogoče, veš, takrat, ko se ločuješ, ti nisi glih najboljši koži starša, veš. In zaradi tega, jaz sem prišla do zaključka, da bi bila to takrat najboljša rešitev, da bi poiskala nekoga, recimo tako kot ti, ker nekoga, ki ni obremenjen s tem, ker lahko otrok sproti da čustva ven, ker pove vso frustracijo, ki se dogaja, nenazadnje, ker lahko izrazi, zato ker njegovi vrstniki niso tam, ne morejo biti terapevti. Seveda. One že lahko prijateljci pove, kaj se dogaja. Ampak sam ponavadi to še napihnejo potem, ker to v teh letih se punce pol to začnejo še čustveno dodajati in to lahko še pride ven. Pač pri nas se je izkazalo to, da so potem prijateljce doma povedale. Še to pol, In seveda iz tega naprej so nastale še čenče ven, ker, veš, da je na koncu je prišlo iz tega še več slabega, kakor dobrega. Zato, ker pač takrat jaz nisem znala, kako narediti in ne vem, če vi ste zdaj sredi nekih premikov, dajte pomisliti na to, vaš otrok rabi varen prostor, kjer lahko govori. Ker če doma ni tega prostora, ker recimo tako, ko se je meni zgodilo, ločitev, pomeni, da rabi nekje druge, varen prostor za govoriti z odraslo osebo, se pravi ne z mladoletno osebo. Z nekom, ki stoji na svojih nogah, ki ni vpleten v situacijo. Se pravi, tukaj ne more biti prostor za pogovor oča ali pa mama ali pa dedek pa babica, ker se avtomatično postavijo ali pa stric pa teta na neko stran in so pristranski. Se začnejo potem še te. No, nisva niti načela, jaz sem prej govorila o nespecifični situaciji. V situaciji, ki se zgodi, nisva rekla zdaj, da je to ločitev, da je karkoli doma. Jaz sem samo povedala, da je izhod iz takih situacij najboljši in najhitrejši, če vsi delajo v to smer, tudi starši. To so pa zdaj specifike, seveda imaš pa potem se pa življenje odvija,
in se lahko doma štala dogaja, lahko ločitev dogaja, lahko je neka huda bolezen dogaja, vse imamo vsega. V takih primerih se pa strinjam, da seveda, če je družina omejena s tem, kako ona lahko sploh da, ne, v tistem momentu, ker se starši dobesedno borijo za preživetje v tem kaosu, bova rekla. Točno. Je pametno otroka poslati k nekomu, kot sem jaz lahko, ali pa psihoterapevtu, iz vidika, da ga opolnomoči, kako on, to je vse tvoje življenje, ker tukaj je pomembno, da se on zaveda, to je sicer, on se še čuti takrat zelo zlitka za to situacijo in s to družino in misli, da je to, da je to konec sveta, da to se zdaj odvija in to je njegov življenje, to je samo en košček njegovega življenja, ki bo zelo hitro iz njega ven in tudi on v bistvu v resnici svojega živi in to distinkcijo delati, ta prostor mu pa omogoči tak strokovnjak. No, tako. In to je zelo pomembno, ne? Zato, ker življenje se zgodi in pridejo res situacije in takrat, če ti kot zrel starš pomisliš, ok, jaz komaj sam držim glavo nad vodo, moj otrok še slabš plava, kaj jaz. Se pravi, da takrat mu daš možnost, da z nekom ima varen prostor za govor. No, in še s tem ga ti naučiš, da kadarkoli v življenju kasneje, ko bo on imel kakšno težavo, je zelo pametno si pomagati poiskati pomoč. Torej ni slabo reči, ne vem, ne zmorem, ne znam, ali pa zdaj rabim nekaj, da mi nekdo pomaga, ki je strokovnjak, ker v bistvu dobi s tem od tebe kot starša neko, bom rekla, zelo dober, ko bi rekla, vzgled, zdaj se sicer v tem primeru dogaja, pa smo pomoč poiskali, ampak tukaj je bolj message pomoč poiskati. Takrat, ko ne znam, ne zmorem, ko mi je težko, poišči pomoč. Poglej, Urša, ker je tako normalno, da starši plačamo inštrukcije, če mu ne gre matematika, a če duševni, tako, je pa tako stigma. Na psihoterapijo, recimo. Mislim, problem. Dejstvo je, da tukaj notar je pametno. Absolutno. In druga zadeva, ker starši pogosto ne naredijo nič v tej smeri, poznam primere, ko so na antidepresivih in to v osnovni šoli. Žalostno. In to pomeni, da je v bistvu alarm je bil že prej in je pol že toliko časa v nekem zanikanju, da potem pač je treba na nek način umiriti situacijo. Zato smo pa zdaj spet tukaj, ker sem nazaj na temi, ki se bo zdaj se bo nekako oblikovala neka diskurs v tej družbi, kako otroke dejansko tudi že iz osnovne šole naprej opolnomočiti, kako se soočati s stresom, kako se soočati. To so vsebine, ki bi mi mogli že v osnovni šoli obravnavati. Človeka naučiti, kaj so čustva, prepoznavanje čustev, kaj sploh čustvo pomeni, kako moj deluje, zakaj misel takoj in občutek sta povezava in po rezultatih, ki jih dobim. To so te stvari in to so znanja, ki žal v teh šolskih sistemih sploh ni bilo, ker smo, ne vem, je bila to neka agenda v zadnje, da ljudje smo kot neki roboti prišli nekam, pa so se pa težave začeli, se pa s tem nismo znali soočati. No in to bi radi mi zdaj spravili v šole, v sistem, da dejansko se ne samo umsko inteligenco, bom rekla, bilda, ampak tudi duhovno kapaciteto človeka, čustveno, pa še marsikera druga, da ne govorimo o teh kreativnih in to, zadevah, ki jih preveč ubijamo v otroku. Ker v bistvu, zdaj jaz v bistvu probam pri mojih pogovorih predvsem usmeriti, ali je to otrok ali odrasel človek, v to smer, da mi vsi v sebi imamo to modrost, da točno vemo, kaj narediti v danem trenutku. Mi smo vodeni v resnici. Ampak ko si ti enkrat padeš v nek zelo, tako kot si prej rekla, recimo nek tak zelo intenziven obdobje, kot je ločitev, si malo odrezan od tega, ker si padeš v nek preživetveni način delovanja, samo z razumom probaš reševati svoje situacije. No in zato jaz z ljudmi takrat delam na nivoju, da jih pripeljem nazaj v tist mir, njihov steber, iz katerega oni bolj vidijo več možnih rešitev, a ne v danem trenutku, da niso v tem strah poziciji, ki ti vse skrči, ampak so v bistvu bolj odprti in nekako dovzetni za to. Se to tudi v tej knjigi veliko. Se pravi, je to ta prva knjiga je v sebe. Tako je. To si ta prva napisana in je napisana z namenom, da nam odraslim pomaga razumeti, da rabimo najprej dati sebi.
A sem prav razumela? Ja, Nisem je naslov prebrala. mislim tako, naslov je res več sebe, ker je večplastno, ker je tudi naslovnica tudi večplastna, več vidikov nas je, ne, a ne, umski, energijski, duševni, duhovni in tako dalje, miselni. In jaz v tej knjigi v bistvu vse te nivoje malo obdelujem z različnimi kratkimi poglavji, ki so, eni so zelo fiziološki, eni so zelo psihološki, eni so čist duhovni, ezoterika, eni so iz religij ven, kako kažejo ali pa iz teh mojstrov, ki so že v bistvu zelo napredovali kot duše. Tako da iz večjih aspektov to v bistvu človeka nekako peljem, to, kar bi ti mogel, ne vem, rečemo, 40 knjig prebrati, je v tej knjigi v kratkih poglavjih so neke esence tega podane, a ne. Pisala sem pa to knjigo sicer za poslovno srenjo, takrat v tistem obdobju me je pač takrat je bila urednica portala Svet kapitala, ki je v bistvu bil čist poslovni nek medij, naprosila, ker je bila ravno korona in je bila ful velika kriza tudi v tem poslovnem delu, ne, vsi so bili čisto krči, kaj pa zdaj, kaj bo to, ta nesigurnost. Če bi jaz lahko pisala neke zadeve in sem rekla, lahko pišem, samo bom proti stresu, pa tako malo, ne. Sem rekla, samo bom malo širše šla, malo holistično bolj bom to nagovorila in to so v bistvu, zdaj so zbrane, recimo Vse je v redu, ne, to je eden od Vaje za prekinitev zaskrbljenosti. Ja, tudi nekih vaj dam noter, transhumanizem, kaj to pomeni, ne vem, razumevanje sebi in okolja, v katerem se nahajaš. Skratka, tu Feng Shui, vse živo sem tule noter dala in jaz sem tudi 2 leti pisala članke na tedenski ravni in karkoli se je meni v tistem momentu, istočasno sem jaz malo, ker me je zanimalo, karkoli sem videla, da bi lahko ljudem pomagali. Iz teh različnih aspektov sem potem sestavila to knjigo, ko sem prenehala s pisanjem po 2 letih, od tega se toliko nabrali, da sem rekla, zakaj ne bi to v knjigici združila, ne, ker je v bistvu pač koristno branje, ne. Tako. In zdaj je takrat je ta knjiga potem ven prišla, ki se je kar lepo prijela. Ampak te 2, ko sva pa prej govorila o mladostnikih, a ne, pa potem coaching kartončki, recimo, s katerimi jaz delam tudi z mladimi, a ne, po teh kartončkih, tu so pač zbirka 50 tipov vprašanj. A lahko probava, kaj to naključno se zbere? Ja, to ga lahko naključno ali pa glede na to, kar rabiš. Ok, recimo, če zdaj meni delaš terapijo, recimo pa da zberem tole. Kaj to pomeni? Ti ne boš zbrala, ker jaz kot coach vedno malo poslušam, kaj je izziv, pa vidim, kam morava iti, ne. Ampak zdaj recimo, da bi bila ti nekako preveč razpršena v svojem, ne vem, ne veš, kako se lotiti reševanja neke zadeve, je recimo ta kartonček, ki si ga zbrala, takole izgleda, vsak je pač tako poimensko imenovan in tudi piše, zakaj je pač ga lahko uporabiš, za usmeritev k cilju in rešitvam. No in potem ti piše 7 predpostavk, recimo. Na izzive gledate kot na priložnosti in ne kot na probleme. In bolj ti probaš v svojemu izzivu bolj kot kakšno priložnost mi tle zdaj to daje, kaj se lahko z tega naučim, ne kot samo problem, kako mi je težko, ne, ker to te vleče dol. V sebi imaš vse vire za rešitev, to je že druga predpostavka. Iščeva, kaj je zdaj v tebi tazga, kar pa lahko uporabiš takoj. Pa mogoče priješ do tega, pa da rečeš, ja, jaz sem zelo v bistvu strukturirana ali pa zelo sem, ne vem, potrpežljiva in to so ti viri, ki jih lahko zdaj potegneva, da jih bova takoj v situacijo dale, da jo boš lažje reševala. Ali pa ti si sama največji strokovnjak za svoje življenje, kaj bi pa ti sami sebi svetovala. No in na ta način greva midve potem malo razdeljujeva, recimo to je zdaj en primer. Pol imamo ogledalo za dvig samopodobe, poiščemo, recimo ljudje so velikrat mladi, ne, nimajo pač mislijo, da nič. Ne, pa gleda Instagram, pa tam so same na filtrih, a veš. No in potem gledava, poiščeva vire, ki jih že ima na nekem drugem področju, ki pa veva, da je dobra na njemu in jih preslikava v trenutno situacijo, ne. Recimo ona misli, da je čisto slaba v šoli, v resnici je pa recimo zelo dobra športnica. In potem iščeva, okej, najprej tako, kaj je trenutni izziv, vprašava, pa zdaj se pa spomnim podobne situacije, ko pa si najdla rešitev za to. In potem se spomni, ja, takrat sem to naredila, kaj pa če bi zdaj to poskusila. No in tako, in iščemo pol načine, no in to so te načini pogovorov, ker ti takrat, ko se znajdeš v neki coni, ko ti je težko, se ti zelo, tako kot smo prej omenili, skrči
tvoj nabor možnih sploh viden, ne? Zelo si omejen v intelekt, se čist krči in jaz v bistvu tebi pomagam to širiti potem spet nazaj, da se malo ta strah razblini in iščeva ta potencial, ki itak mi vemo. Mi smo vedno vodeni. Če dam primer, mamica, recimo, nikoli ne bo, ni treba kar vedeti vse vnaprej situacije, kot smo že prej rekli, ker ne vemo, kako se bo življenje razvijalo, ne. Da boš se ti kar za vsako situacijo že vnaprej pripravil, ne. Tako, otroka rodiš, ne moreš vedeti, kaj se bo dogajalo pri 15 letih. Seveda imaš neke ideje, kako boš vzgajal, kakšne vrednote, to je druga stvar. Ampak kako se boš pa ti odzival v enem, pač to imaš v sebi, to je že dano nam, to je inteligenca. No, in mi smo s tem povezani. In recimo, ko bo otrok 3-leten tebi skočil na cesto, ko boš videl, da je nevaren, ja kaj, ne boš najbrž razmišljal, kaj če zdaj narediti 1, 2, 3 možnost, samo skočil boš in ga zagrabil. No, to je to govorim, to je tisto, kar mi imamo v sebi. In to nazaj v bistvu otroka pripeljem v ta del, pa odraslo osebo, če se pogovarjava, da se on umiri, da on verjame, da vse to v sebi že ima, da se nazaj poveže s temi deli in potem izhaja v svojem življenju potem iz neke svoje resnice. No, če zdaj to damo v čakre, ti s tem ljudem pomagaš, da grejo to haro, to korensko čakro, tukaj noter svojo moč, da dejansko tukaj lahko deluje, ne? Ker če samo razmišljaš, bi malo meditiral, bi malo tam, pa treba še kaj narediti, enostavno te povozi življenje in na koncu imaš občutek, da si na vseh področjih neučinkovit. Ne? In da dejansko greš nazaj in da greš, kaj je res pomembno, prioritete moraš imeti, ker ne more biti 1000 stvari, nekaj je res pomembno, ne? In da delaš res tiste stvari, ki so pomembne, dejansko ti pomagaš ljudem, tvojim strankam pri tem, da lažje najdejo fokus, kam grejo. To itak in potem seveda tudi korak, ne pa predvsem to to itak, če je to izziv, ker ni vedno, veliko te izziv tudi, jaz sem imela že veliko pogovorov z bom rekla, zelo uspešnimi podjetniki, ki so prišli do točke, ko je bilo pač vse že brez veze, ker so vse dosegli že, vse presegli cilje. In potem temu rečemo lepi in prazni, ne? Ne vem, če poznaš ta izraz. Nisem še tam. Lepi pa prazni. A veš, vidiš, da niso point samo cilji. Ja. Pa si lahko blazno uspešen, pa si kar nekako prazen vse. No, in najdeti zakaj sploh smo tukaj? Zakaj v bistvu vse to počnem? Kaj je tisto, kar me pa polni, ne? No, in malo iščemo pol to. Jaz mislim, da do tam ne bom prišla, veš, ker imam tisto vizijo, kaj bom naredila, kako bom pomagala ljudem, pa mi grejo te ideje, ker je nekaj več od mene, me pelje. In v to ga je treba pripeljati. Velikrat tukaj predvsem govorimo o moških, so imeli izziv, da so prišli, ker so pač oni videli samo to točko, cilj, in potem tista pot čim prej do cilja, in potem, ko je bil cilj dosežen, je bil padec. In potem spet nov hiter cilj, in to, in nov. In potem se za dirko, za cilji zaženejo in istočasno pozabijo, zakaj pravzaprav to vse skupaj delajo, v enem trenutku se jim začne brez veze zdeti to, ne? No, in ta višji smisel videti tega vsega, prispevati nečemu dobremu in pregledamo malo bolj v duhovne sfere, in ga pripelješ iz tega umskega načina delovanja, ki je pač zelo pogost, sploh v moškem poslovnem svetu, v malo bolj ta duhovni. Ne. Tudi ženske imajo težave s tem, veš, zato ker je svet je narejen, poslovni svet je narejen skozi moško energijo in je povezan s tem, koliko denarja ustvariti, koliko tega narediti, koliko tega. In gre v namesto da bi delovala, kako bom svojim poslanstvom, svojim tem, kar lahko ustvarim, nekomu pomagal, podal roko, pač point zgubijo nekak smer, ne povej tole kolo. No, to so pa prej, ko smo nagovorili, recimo to pa je tisto, ko pa rečemo, da imamo, torej to kolo recimo predstavlja 8, bom rekla, najbolj pomembnih, in to je taka simpatična vaja, ki jo skoraj z vsakim čist na začetku naredimo, pa tudi v knjigah vseh sem jo dala, tako da si jo lahko vsak sam naredi, ni treba imeti mene zraven.
pa mimo grede imam jaz veliko self-study programov tudi zunaj, tako da in za mladostnike, in za starejše, in za odrasle, za protistresne, tako da lahko moje vsebine kupijo tudi, pa lahko poslušajo mene, kar predavam, pa neke vaje dobijo, pa neke Se pravi na tvoji spletni strani? masterchangetraining.si. Bova dale povezavo. Ja, ali pa večsebe.si, bova dale spodaj. Tako. Tako da ni treba niti, ker to sem ugotovila, da je tudi nek most, da ljudje včasih, sploh mladostniki, rajši samo poslušajo, pa jim starš lahko kupi mojo vsebino, pa bo poslušal, pa bo že kar nekaj že zalegal tudi. Wow, da ne super. gre nekam takoj v živo se pogovarjati. Kakšni pa pol tudi pridejo. No, to je pa v bistvu tak prerez našega življenja, denar, kariera, zdravje, prijatelji, družina, ljubezen, osebna rast, rekreacija, zabava in fizično okolje. In to je praktično, kot enkrat na papir daš, to je moje življenje. Okay. To je dejansko, de facto so področja, ki moje življenje določajo in zdaj v tem trenutku, če bi mi zdaj to vajo delale, v tem trenutku, v tem dnevu, v tem obdobju, kako sem zadovoljen s posamičnim, to pa zdaj mora vsak sam sebe iskreno vprašati, s tem področjem. Pa gremo najprej denar, pa damo eno oceno, od 1 do 10 so ocene, 1 je katastrofa, ker ne more biti slabš, upam, da noben nima tako, 10 je pa ne more biti boljš, to pa ponavadi tudi noben ne da, zato ker vedno moramo prostor za izboljšavo pustiti. Tako. Tako da kle samega sebe ocenjuješ, kariera, koliko si zadovoljen, zdravje, prijatelji, družina. In potem dobimo neko kolo, ki ga povežemo in pol velikrat pride to kolo, lahko vija vaja, lahko je zelo povezan. Kar sem pa hotela kle povedati je pa, da smo ugotovili, da če je v bistvu slabo ocenjeno kolo, recimo zdaj kle, mi smo tako pobarvali, drugače to ti pravilno naredi sam svoje, in da je vse nizko ocenil, ampak je bilo vse v nekem ravnotežju, je tak človek bistveno bolj zadovoljen, ker mi kle zadovoljstvo iščemo in nekaj izhodišča, pol kaj delati na čem, je bolj zadovoljen, kakor če je vse zelo visoko, pa samo ena stvar slabo. Aha, zanimiv. Ker te meče ven, ker če si mi predstavljamo, ker mi v bistvu v življenju je vse teži k homeostazi. Vse, tudi biologija, se vemo, vse pač. In če imaš ti kolo, ko si ga predstavljamo, in ena vdolbica, bo tudi kolo rukalo. Tako na tem področju, recimo fizično okolje, hiša, kjer živi, super, denar, super, kariera, super, zdravje, katastrofa, prijatelji, družina, super, ljubezen, vse ostalo super, ampak recimo, zdaj so dali najbolj tipičen primer, je pa recimo bolan, ima neke izzive, tako, ampak take konkretne. Ne bo več pomenil, kaj več dost, oziroma se bo zelo trudil samo tega izboljšati. To je ena stvar. Druga stvar je pa tudi ta, da v bistvu, če so pa 3 področja recimo slabo ocenjena, se pa vedno tako priporoča, da se enega najprej izbere, ne, tako kot si prej rekla, ne razpršiti energije, zdaj bomo pa vse naenkrat reševali, cel svet bomo rešili, ker boš spet v nek disbalans padel, ker ne moreš ti kar 5 področji, razen takrat, ko si res v SOS, ko moraš, ne vem, pride vojna, pa to padejo pa vsa pravila, takrat probamo preživeti. Ampak v nekih normalnih razmerah, recimo, če 3 področja oceniš slabše, si izbereš tistega, ki je najslabše. Recimo imaš zdravje, denar pa ljubezen. Sam se odločiš potem, kaj ti pomeni. Verjetno najprej zdravje, ker drugače ne moreš reševati ostale zadeve. To je vsakmu človeku itak jasno. No, ali pa recimo, da deva zdravje, stranka zdravje je najbolj očitno, vsi moramo biti najbolj itak zdravi. Dajmo reči, da ima, ne vem, ljubezen je nesrečen, ima denar, pa fizično okolje ni zadovoljen, Pač nečemu bo mogel dati prioriteto in na tistmu delati potem najprej 3 mesece. Na tistmu, ciljno. In potem midva malo postaviva prioritete, kako si po dnevih, po tednih, po mesecih razdeliti. In potem res fokus, ker kamor gre energija, tja gre dejansko, oziroma fokus, tja gre energija teče. In potem, po 3 mesecih, ko se tam že malo začnejo stvari dogajati, greš na ungat naslednjega, ki si ga ocenil. Ne vse naenkrat delati, to ljudje dostikrat napako delajo, da vse je narobe, vse bi rad, pač ne moreš kar vse naenkrat, ker to je pol spet ena sama zmešnjava. Imaš skozi ta občutek, da si tam, pa nikjer dovolj. In si spet raztreščen in to, mislim, da ogromen žensk ima težave s tem. To je ta težava, Zato, ker po eni strani, veš, biti perfektna v službi, perfektna mama, perfektna žena,
in ne zmoreš, pa še dobro bi mogla zgledati, Res je. pa prideš še v meno, pa še začne mena delati po svoje res je. in imaš občutek, nič mi ne uspeva, Ja. nič ni zadosti dober. a ne. Jaz tukaj priporočam predvsem, mi se moramo zavedati, da naše življenje je v bistvu ena taka dolga nit, recimo 3 pomembnejših obdobij, ne, otroštva, pa dajmo še mladostništva, potem tega odraslega obdobja in potem starejšega. In tukaj bi jaz človeku priporočala, tudi mami ali če je ženska, da se zaveda, da je vsako od teh obdobij prinese neke določene izzive in tudi prednosti seveda, ampak ta najdaljša faza, ta odrasla, ki jo imamo od 20. leta pa do 55-60, v tej fazi se vse, ali pa 50, dajmo 55 reči tam nekje, tle se odvijajo najbolj intenzivne lekcije in najbolj intenzivna, bom rekla, življenje je tukaj do nas najbolj tako intenzivno, zato ker tukaj mi gradimo kariero, tukaj mi otroke rodimo, tukaj moramo za vso to vzgojo poskrbeti, pa še ne, staramo se pol počasi, pol malo še ta izziv pride in da nekako se sprijazneš, da je to tako obdobje, to je prvo, kar bi rekla, in predvsem delaš tudi vseeno, kljub vsemu, koliko si zaposlen in koliko je vsega, da si vzameš trenutke zase, da ne pozabiš na sebe in da probaš nekako vzdrževati nek nivo psihofizične kondicije. Ker tukaj jaz vidim, da ljudje izgubijo potem to bitko z telesom, z vsem, kar vse spustijo in potem se vedno slabše začnejo počutiti, ker če si ti v svojem telesu slabo, bo tudi psiha, to je eno, se je to itak povezano, se boš tudi soočal s to intenzivno fazo težje, ne. Tako da tukaj bi predvsem pa potem pa padeš pa v tisto zadnjo fazo, ki je lahko zelo lepa, starejše obdobje, a ne, od 55 navzgor ali pa 60 se vseeno. In če ti prideš sem že s ful enimi izzivi, s ful enimi boleznimi in z nekimi handikepi, pol ni več, tako da jaz bi tako res si želim, da bi ljudje bolj gledali na svoje življenje z neke ptičje perspektive in te faze, ki so težke, vzamemo kot, ja, saj so naporne, so težke, ampak nekaj me učijo, nekaj sem prišel tukaj, ker za nekoga so težke lahko, pa ista situacija, za nekoga manj, očitno si imel tukaj eno lekcijo. In predvsem bolj z vidika učenca vse skupaj gledati in se učiti in si probati pomoč poiskati, ni čez, pa ne na sebe sproti pozabiti, pa tako nekako z neko prijazno mehkobo nekako balansirati ta življenje. No, če ti je zdaj iz mojega življenja povem, kako sem jaz to naredila. Prišla sem do zaključka po 3. otroku, da moja energija je začela upadati. 35 let sem imela. In sem prišla do zaključka, da moram najprej fizično poskrbeti za sebe. Fizično. In sem se vprašala, koliko energije v celem dnevu posvetim sebi. In je bilo nič. Energije misliš časa, ne? Časa, nič. Samo za druge. Ja. Tako, samo za druge, za posel, za družino, za taščo, za vse ostale, samo za sebe ne. Minutko ne. In sem rekla, ok. In takrat je bila reklama na televiziji za eno kavo. In je bilo tako, zjutraj ženska pije kavo, jaz imam sicer, to je moja šalica za kavo. Ja, ne, tukaj imamo čaj. Tukaj imamo čaj, ampak drugače. To je kava, no, da ne bova zdaj učila napačno. Jaz imam rada kavo. In v glavnem tam pije zjutraj ženska kavo in reče, tako piše, svet lahko počaka. Ja, ful dober. A ni dober, to je bilo svet lahko počaka. In sem jaz začela, ne zjutraj, dobro, pijem kavo po zajtrku, ampak sem začela zjutraj telovaditi. Svet lahko počaka. In sem začela delati tibetanske vaje. In zdaj delam tibetanske vaje že več kot 20 let. Super, bravo. Veš, kaj je to? In tudi vem, da jih bom delala, če bom imela 95 let, bom delala tibetanske vaje. In zdaj ena stvar, te mišice, veš, v teh naših letih, pač te mišice, če jih ne uporabljaš, to gre po svoje. Bolj te. Ti si športnica, ampak jaz pa nisem, jaz sem pa samo mama s 3 otroki, ki edina stvar, ki sem rabila iz trgovine nesti špacerijo, recimo, ali pa prej otroke
pestovati. In to sem prišla recimo do tega, da te tibetanske vaje so meni pomenile veliko več kot tistih par minut zase, kot občutek, jaz sem poskrbela za sebe. Absolutno. Sej to, Veš? lej, ne, sej, zdaj smo malo upočasnili tempo. Zdaj so zdaj, ko smo začeli najno oddajo, mislili, da bo zdaj vse bo povedala. In smo bili v tej energiji, saj je tudi to v redu kdaj. Ampak v resnici. V resnici pa takole bi moralo biti. V tem življenju mi itak nikamor ne pridemo. Če greva zdaj malo na duhovne nivoje. Pač samo trenutek je resnica edina, ki se odvija. Koncept preteklosti in prihodnosti sta koncepta našega uma, ki ga se mi zavedamo in delujeta toliko resnično, da dejansko mi jih doživljamo kot resnico. Tako. Oziroma prihodnosti samo predstavljamo, pa nekaj, kar bo še bilo, to je bolj ponavadi povezano s strahovi, pa to in zato ljudje padajo v anksiozna stanja, preteklost pa jih v depresije peljejo, ne, ker preveč razmišljajo o nečem, kaj je bilo, pa to, pa žalostni, pa ne morejo spustiti. V resnici je življenje samo to, kar je zdajle, tukaj, zdaj. In zdaj to v bistvu, mislim, to tudi jaz v večini vseh mojih programih in knjigah in povsod itak v to smer kažem, a ne, sam ne moramo kar takoj v tej debati začeti govoriti, ker je potem, tako ti bo rekel vsak, ja, vse to vem. Ker potem preveč razumsko pridemo noter in potem to nič ne pomeni. To moraš enostavno, se ti mora zgoditi nek uvid, nek občutek, ki ga vsi smo že imeli in najražje ga dobimo tudi takrat, ko rečemo, a se spomniš, ko si kdaj, ko si bila majhna, ali pa že zdaj tudi, ti vem, da rada slikaš, padla toliko noter v neko vsebino, res da imam kurjo pol. Ta je nastala tako, veš? Pa, da še ne veš, 5 ur sem že kle, o moj bog, 5 ur in to tebi se zdaj zdelo, da je bilo pol urce. Tako. No, to je ta flow, to je ta trenutek tukaj zdaj in to je itak skozi nam na voljo in v resnici se itak v trenutku vse dogaja, samo če mi preveč v te žal je ta svet tako zgrajen, da veliko nas sili v to, da moramo biti skozi v temu modu razumskemu in z te točke v to točko bom naredil, ne? Moram. Ura. In v bistvu pa je v resnici vse samo to zdaj. To je fakt. In najbolj pomembna stvar je, da tam, kjer si zdaj, v tistem trenutku, tam bodi najboljša verzija sebe. In se umiri malo. Ker itak iz tega ne moreš, ker naslednji trenutek še ni bil, on je že bil in deli tam, kjer si. In tako tudi jaz v bistvu otrokom takrat probam dopovedati, ker so prej imeli mladostnike, karkoli se dogaja, ne glede okrog ni dobro, recimo, da so tudi starši se kregajo in gor dol, ti veš, kaj imaš, ti veš, da je šola tvoja in edino tvoja stvar, ali pa tvoj hobi je tvoja stvar, bod tam 100% noter. In to te bo polnilo in to ti bo bildal ta tvoj svet in ti se boš vedno bolj, ker ti si individuum svoja, ne glede na to, da si še vedno zelo starši povezan. Ali pa kakšnega odraslega je treba veliko tudi na to spomniti. No, recimo, mame, po kosilu, bomo rade takoj pospravljen. Namesto, da se usedeš in tudi, če boš 10 minut kasneje pomivala posodo, sveta ne bo konc. Ne bo ničesar konc. Veš, in pri nas, veš, kolikrat se debata, tudi ko so bile še manjše, za mizo, veš, vzpostavlja in smo sedele in mi uporabljamo karte. Super. Ja. Bova mi, da ti danes potegnili, na konc podcasta bova. In to tvoja karto. Karte uporabljamo in to več različnih. Super. In to, koliko je to istočnic. Pa veš, kako je tako, ne mi šlogaj. Ja, no. Ampak to ni, nekateri se bojijo karte, ne? Ja. Ampak to ni nič slabega. Je tisto, imam težavo, da mi šlogaj. Pač zmerom pride nekaj dobrega. Seveda. In, se to niso karte, ki ti bojo govorile, umrla boš jutri. To so v bistvu karte, ki te podpirajo, ki neko energijo dajo. Še te, ki jih imam, ki so tarot, te niso, pač karte vim, dajete predznak in jaz to jemljem za dobro. Res za dobro, nekaj, kar ljudem pomaga. Zdaj, mogoče, ne vem, a imaš ti še kakšno tako temo, ki bi jo rada odprla? Jaz mislim, da je še pomembno, a greva na karte. Ja, mislim, da smo lepo zaokrožili celo debato, predvsem o tem bi rada mogoče za zaključek povedala, da res
bivajte v trenutku zdaj, bodite tam prisotni, ali je to slabo, ali je težko, ali je sploh čim manj dajte označbe, kaj je dobro, to je slabo, to je težko, to se moramo ljudje v tej zahodni civilizaciji malo osvoboditi teh označb, samo je, to, kar je, nekaj imam in s tem nekaj narediš, nekaj in potem spustiš in probaš biti spet samo v momentu, ne. Pogledati malo ven, listje, drevesa, te takoj malo, spravijo nekako k sebi, ne, več sebe k sebi in potem pride nov trenutek in mogoče boš tam mogel pa biti zelo zbran, pa spet pa v redu, pa ti zdelaš, pa greš spet nazaj, se umiriš, skratka tako iz trenutka v trenutek imati življenje. Jaz sem eno potegnila, da vidim, kaj boš ti potegnila, zelo lepo povedan, a ne? Iti iz trenutka v trenutek in jaz sem dobila, ti boš pa še eno potegnila, ti si dobila tema, Zavijo, ne, sam je v redu zanimivo. sporočilo, veš, se ti bom prebrala. 33, sicer številka, to je močna. Moj strov, Kristusova številka in dobila si čakro tretjega očesa. Pa 66. Tako, pa 66, jaz sem pa dobila 76 prijateljstvo. Brezpogojno sprejemam in se iskreno povezujem z ljudmi. In to je, a ne, ti si svoje drevo, tvoj otrok je svoje drevo, nista isto, ampak je svoje drevo in ga podpiraš pri tem, da bo zraslo to drevo, a ne? Ne vem, zakon je pač zakon dveh dreves, ki se prepletata, ampak ne more biti en bršljan, drug pa hrast, ampak dejansko dveh dreves, ki rasteta, ne? Res je. Zdaj pa tale, veš, tema sploh ni slaba karta, ampak je, kaj se skriva v nezavednih, temnih delih mene, prosim za zavedanje. Se pravi, je ta tema, ne pa prav Kristusovo število je, 33, povezan s tem, zdaj pa poslušajte naprej. Voda, prečisti me, ogenj, predajam ti svojo bolečino, zrak napolni me z novo energijo, zemlja poveže me s sabo, z izvorom. Sprejemam vse svoje odločitve. V danem trenutku sem delala najbolje, kar sem znala in zmogla. Tudi drugi ljudje delajo najbolje, kar znajo in zmorejo. Odpuščam sebi in odpuščam drugim. Pomembno sporočilo. Pripravljena sem odpustiti sebi, ker mogoče se leta 2 pa 3 nekaj naredila, kar danes ne bi. Pa tudi nisi vedela, takrat in znala druga. No, veš, to je pa mogoče druga stvar, ki bi zelo rada, da si jo mogoče vsi zapomnimo iz tega najnega pogovora. Predvsem to, da vedno delamo tisto, kar v danem trenutku najbolj znamo in zmoremo. In zato si moramo, ko smo tudi kot starši pred določenimi izzivi, si priznamo, da vse sem naredila, kar sem vedel, kar sem se poskusil in si ne moreš očitati. Potem v življenju ni prostora za očitanje, nisi znal in zmogel in s tistimi viri, ki si jih takrat imel, si naredil vse, kar si, ali pa pri poslu, ali pa kjerkoli, ampak zdaj, ko smo imeli veliko starševstvo, ne. In greš naprej in tako je res, ker ti z nivojsko skozi rasteš, ne, in naslednjič boš dobil podoben izziv, boš čisto drugače mogoče pristopil, ne vemo. In to je to, ne, da sprejemaš življenje in greš z njim v flow in z nobenimi grenkobami, z občutki krivde, zakaj, saj vedno se, sploh pa starš do otroka, definitivno, ko ga ima rad. Starši sami sebe kaznujejo, kar ni naredil, pač zakaj že. Točno to, ker vsi vemo, to, kar si znal in zmogel v tistem trenutku si naredil, ali si pa potem poiskal pomoč. Tako. No in druga karta. Ja, čakra tretjega očesa. Vidim resnico, resnica je ena. Brezpogojna ljubezen mi omogoča telepatsko sporazumevanje in jasnovidnost. In to je ta notranji občutek, vedenje. In potem je molitev, stvarnik, daj mi moč, da spremenim, kar mi ni všeč, in daj mi moč, da sprejmem, česar ne morem spremeniti. Pa so spet tam. Točno tam. Pač, kar sem naredila najboljš, kar sem znala v danem trenutku. V redu je. Nekaj sem se naučila, ko bo naslednjič prišla podobna situacija, vem, da bom naredila drugače, zato ker sem zrasla. In to je življenje, ne, rast. Točno to. Teva še tele. Te so dobre, ker je prav ena karta je iz hipa v hip, da še to, da je tako 2 ti, pa 2 imam pol 6, zdaj najprav. So pa slike neverjetne. Kaj si dobila?
ljubimca in potlačitev. Skozi dobim nekaj plus minus 10 pa 6. No, recimo, jaz sem pa dobila oklepanje uma, Aha. a ne, in tale, recimo, če zdaj poveže oklepanje uma, ko ti dela na polno. In pol je tukaj naprej potlačiti čustva, sebe zvezati, delati neke kompromise, ki te Ja. zastrupljajo, in ti si pa dobila srce. A ne, ljubimca, lahko bi bila tako kot ljubezen, Ja. ljubezen dveh, ljubezen do sebe, dvojnost, ampak skozi srce. In zdaj, če poveževa vse skupaj, je dejansko to sporočilo, Ja. ko si v umu, Tako. boš delal neumnosti. In ko si pa v srcu, Je pa takrat je vedno pa- prav. je pa vedno prav. Tako da ne bo to zanje sporočilo, za tale najin pogovor. Hvala, Minka. Urša, hvala, Super je ker si bilo. prišla. Hitro je minil, so Ja. padle v flow. In lej, ko boš imela več o tem, kar si govorila, za starše, za to novo razmišljanje, kaj Ja. narediti drugače, te prosim poklič, bova posneli nov pogovor, ker vem, da mnogi, ki imate otroke, ki imate vnuke, vas zanimajo te teme in veste, zdaj vemo, kaj ne funkcionira, zdaj bomo pa naredili nekaj, kar funkcionira. Tako da, hvala vam, ker ste bili z nama. Hvala. Uživajte Čau, in čau. se vidimo. Čau, čau. Hvala ti. Hvala. Lej, super, res ful dober.